Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja. Aleluja, 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 aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, in ječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? In kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: proč izpred mene, prekleti v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in uječ in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali uječi in ti nismo postregli? Tedaj jim bo odgovoril: resnično povem vam, česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi, te zadnje 3 nedelje smo prisluhnili Jezusovim prilikam o čuječnosti, o pripravljenosti, da bi sprejeli Jezusa ob koncu časov, v času njegovega obiskanja. Slišali smo priliko o 10 dekletih, devicah, ki so šle naproti ženinu. Lahko bi rekli, da tista prilika govori o Izraelu, Božjem ljudstvu, ki je pričakovalo odrešenika, Mesija. Potem smo slišali prejšnjo nedeljo priliko o Gospodovih služabnikih in o talentih, ki jim jih je podelil. In lahko bi rekli, da je namenjena predvsem krščanskemu občestvu, da bi znalo sprejeti Božje darove, talente in jih pomnožiti, deliti med seboj.
in tako pričakati Gospodov prihod, obogateni z dobrimi deli. In danes, to je pravzaprav, lahko rečemo, zadnje poglavje Matejevega evangelija pred tistimi, ki govorijo o trpljenju, smrti in vstajenju. Ta Jezusov govor ali nagovor lahko primerjamo s tistim prvim v Matejevem istem evangeliju. Prvi govor na gori je bil govor blagrov. 8 blagrov vseh tistih, ki so ubogi, žalostni, krotki, lačni in žejni, usmiljeni, čisti v srcu, miroljubni in morda celo preganjeni. Prvi govor na gori, nekako zakonik Jezusovega kraljestva. Danes pa zadnji govor, 25. poglavje. Lahko bi rekli, da današnji evangelij pa velja pravzaprav za vse človeštvo. Imamo torej izvoljen Izrael, imamo novo Božje ljudstvo, katerega del smo in mu pripadamo kristjani. Današnji evangelij govori pa za vse stvarstvo in za vse ljudi. Ko nam govori o teh delih usmiljenja, po katerih se bo pravzaprav razpoznalo njihovo življenje, ali je bilo dobro ali ni bilo dobro. Po teh delih usmiljenja, ki jih potem poznamo kot telesna dela usmiljenja in duhovna dela usmiljenja, o katerih govori tudi katekizem. Ne bomo ponavljali celotnega evangelija, ki nam je tako zelo večkrat ponovil pozitivno plat spolnjevanja teh Jezusovih blagrov, bi rekli, navodil življenja, pa tudi tisto senčno plat, kadar ljudje niso znali lažne in žejne nositi napiti, niti tujcev sprejemati, ne revnih oblačiti, ne bolnih obiskovati, ne jetnikov. Lahko bi našteli še kakšne druge naloge človeštva, da bi znali odpuščati in usmiljenje deliti, da bi ga bili tudi deležni, da bi znali Gospoda priznavati pred ljudmi, da bi nas tudi on priznal pred svojim očetom v nebesih. O tem torej današnji evangelij. Jezus se nam postavlja kot merilo za ravnanje v našem življenju. Morda bi si mogli postaviti vprašanje, kdo je torej bolj kristjan? Ali tisti, ki zna biti vsako nedeljo pri maši, ki zna vsak dan vsaj nekaj zmoliti, ali pa morda tisti, ki se s tem ne more pohvaliti, more pa se pohvaliti s svojimi dobrimi deli, o katerih današnji evangeliji. Pravzaprav, brati in sestre, to vprašanje ni prav postavljeno, kajti ne gre za to, da bi morda delali eni in drugi drugo, ampak da bi znali kot kristjani tako eno, kakor drugo vzeti resno in tako spolnjevati. Še bolj natančno. Nikakor ne bi bili sposobni resnično lačno nahranjevati, tujce sprejemati, uboge oblačiti, bolne obiskovati ali jetnike, ali deliti usmiljenje, če se ne bi tega dobesedno nalezli
od Jezusove ljubezni. Z drugo besedo, če ne bi kot kristjani v Božji besedi vsake nedelje, morda vsakega dne, črpali moč za to, da bi spreobrnili svoje srce in ga upodobili po Jezusovem srcu, šele takrat bi znali potem res v pristni ljubezni, v pričevanju življenja spolnevati tudi dobra dela, upodobljeni po Jezusovem srcu. Saj nam on sam pravi, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. In učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. In našli boste mir svojim dušam in veseljem svojega srca. Današnji praznik Jezusa Kristusa, kralja našega, nima nič opraviti s kraljestvi tega sveta. To nam je on tudi sam jasno, izrazito poudaril. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Odkot torej? Ko so bila na začetku 20. stoletja v porastu in v pohodu velike ideologije in pa tudi, bi rekli, vzpostavitve raznih diktatur. Predvsem zmaga komunizma v Rusiji 1917. z rusko revolucijo, oktobrsko revolucijo, vzpostavitev komunizma, se je potem pojavil še fašizem, ki so ga dobro doživljali, zelo doživljali zlasti naši vojaki Primorske. Vsi pa pomalem smo doživljali tudi strahote nacizma in tudi tiste velike zmote. En, drugi in tretji od teh velikih sistemov, ki so prinesli toliko gorja in so se razglašali pravzaprav za neke, bi rekli, dosežke človeškega uma, poudarjanje človeka, ga postavljati nekako v sredo ali za cilj življenja, pa so povzročile toliko gorja, pa toliko žrtev, toliko trpljenja do današnjih dni. Takrat papež Pij XI postavi praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Lahko bi rekli, da ga je preroško postavil. Ni ga postavil za nobeno protiutež. Ampak preroško ga je postavil za znamenje, gledajte, vse to, kar je zgolj človeško, kar se razglaša za močno, pravzaprav kar prinaša toliko gorja v svet, vse to bo propadlo, vsa kraljestva tega sveta. Sprejmimo torej vodilo Jezusa, ki nam ga daje, svojim kraljestvom, ki ni od tega sveta, ki pa je kraljestvo ljubezni, pravičnosti, miru, usmiljenja, sočutja z ljudmi. In to bodi naše vodilo in merilo za naše življenje. Toliko svetlih zgledov imamo skozi vso zgodovino do današnjih dni. Svetlih zgledov tistih, ki so prav živeč po teh Jezusovih navodilih dosegli tudi polnost svojega lastnega življenja. Da so zato danes naši priprošniki. Spomnimo se, bodi si matere Terezije, bodi si mladega vzornika Karla Akutisa. V zadnjih desetletjih, ki se ga tako rekoč lahko mladi spominjajo, kadar so se ti otroci na dvoriščih in pri igri ruvali med seboj, pa mu je mati dejala: Karlo, pokaži, kaj znaš, pokaži, kaj zmoreš, ne pusti se jim. Je materi odgovoril: Jezus tega noče.
in postal nam je vzornik prav tega, kaj pomeni oblikovati svoje srce po Jezusovem srcu, zanj pričevati in tudi tako živeti.